Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, mentorice in mentorji, spoštovani zbor. Danes je poseben dan, saj podeljujemo študentske Prešernove nagrade Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2020. Letošnja podelitev poteka nekoliko drugače, je v duhu časa COVID-19, vendar ne bo zaradi tega nič manj slovesna. Biotehniška fakulteta je fakulteta o in za življenje. Delujemo na področju biologije in uporabnih ved o življenju, od celice, rastlin, živali do ekosistemov in krajine, od molekul do družbe, od hrane in lesa do novih materialov. Znanja, ki jih posredujemo in ustvarjamo, so temelj delovanja vsake države in naložba v našo prihodnost. Ravno znanje je tisto, kar je pomembno in je temelj vsakega napredka. Žal se je v današnjem času COVID-19 pokazalo, da ljudje velikokrat rajši nasedajo lažnim pridigarjem, lažnim novicam, kot pa verjamejo znanstvenikom. Če se boste podali na raziskovalno pot, je verodostojnost zelo pomembna za vaš napredek in uspeh. Postati in ostati zaupanja vredna oseba na svojem področju dela je dolgotrajen proces, ki je v dandanašnjem družbenem in socialnem okolju dokaj težko dosegljiva vrednota. Raziskovalna narava naše fakultete se tudi izkazuje skozi delo mentorjev in akademske skupnosti, ter tudi skozi študijsko pot vas, nagrajencev. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, vaša dela, ki jih bomo danes nagradili, so že v mnogočem resna raziskovalna dela, na katera ste in smo ponosni. Za vas predstavljajo gradnik za nadaljnjo pot po uspešno zaključenem univerzitetnem izobraževanju. Če boste nadaljevali raziskovalno pot, naj vas vodijo dosedanje znanje in izkušnje, bodite odprti za nova vedenja in veščine, izkoristite svojo zvedavost, iskanje neznanega, bodite vztrajni, potrpežljivi, dosledni in kritični. Postavljajte si jasne in predvsem stvarne cilje, v katere morate verjeti, če želite, da vam bo uspelo. Enostavne poti za dosego ciljev ni. Spoštovani, Biotehniška fakulteta s podeljevanjem Prešernovih nagrad študentom spodbuja znanstveno-raziskovalno in umetniško dejavnost študentov do diplomskega študija prve stopnje in podiplomskega študija druge stopnje. Pravila o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Biotehniške fakultete določajo postopek in merila za razpis tem, za sprejem in ocenjevanje del, ter organe in njihove pristojnosti v postopku za podeljevanje nagrad.
Za Prešernovo nagrado lahko kandidirajo kakovostna diplomska, magistrska in raziskovalna dela, ki jih študenti izdelajo v času dodiplomskega in podiplomskega študija pod vodstvom mentorjev. Predlagana so lahko dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve. Pri tem je treba upoštevati tudi uporabnost dela v praksi in pomen za znanost. Senat Biotehniške fakultete je na predlog Fakultetne komisije za študij prve in druge stopnje na svoji 3. seji dne 30. novembra 2020 potrdil 10 del za fakultetne Prešernove nagrade. Nagrajeni pa sta tudi 2 deli iz izbora za univerzitetne Prešernove nagrade. Število nagrad po oddelkih je tako naslednje. Oddelek za agronomijo 2 deli, oddelek za biologijo 1 delo, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 1 delo, oddelek za krajinsko arhitekturo 2 deli, oddelek za lesarstvo 1 delo, oddelek za zootehniko 1 delo, oddelek za živilstvo 1 delo, študij mikrobiologije 1 delo, študij biotehnologije 1 delo in študij ekonomike naravnih virov 1 delo. Skupaj torej 12 del. Iskrene čestitke nagrajencem. Spoštovana profesor dr. Nataša Poklar-Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete, prosim vas, da predstavite magistre, katerih zaključna dela so bila nagrajena s študentsko Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete za leto 2020. Na predlog kolegija študija biotehnologije prejme fakultetno Prešernovo nagrado Sebastian Kralj, magister biotehnologije za delo optimizacija lastnosti biološkega zdravila Ipilimumab z uporabo pristopov molekularnega modeliranja. Mentor profesor dr. Janez Konc in somentorica profesor dr. Tanja Konej. Na predlog oddelka za agronomijo prejme fakultetno Prešernovo nagrado Aljoša Beber, magister inženir hortikulture za delo detekcija in karakterizacija virusa GPGV in viroida GYSVD1 pri slovenskih avtohtonih in udomačenih sortah žlahtne vinske trte Vitis vinifera L. Mentorica, izredna profesorica dr. Nataša Štajner. Na predlog oddelka za biologijo prejme fakultetno Prešernovo nagrado Žana Lovšin, magistrica molekulske in funkcionalne biologije za delo konjugativni plazmidi in filogenetske skupine sebov bakterije Escherichia coli izoliranih iz perutnine. Mentorica docentka dr. Jerneja Ambrožič Avguštin in somentorica profesorica dr. Olga Zorman Rojs. Na predlog oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire prejme fakultetno Prešernovo nagrado Jan Mihelič, magister inženir gozdarstva za delo ugotavljanje faktorjev raztresenosti najpogostejših gradiv pri zemeljskih delih v gozdnem gradbeništvu.
mentor docent dr. Milan Kobal in somentor dr. Robert Robek. Na predlog oddelka za krajinsko arhitekturo prejme fakultetno Prešernovo nagrado Tomislav Krnač, magister inženir krajinske arhitekture, za delo Urejanje avstrijske vojaške krajine v Pulju, mentor profesor dr. Davorin Gazvoda. Na predlog oddelka za lesarstvo prejme fakultetno Prešernovo nagrado Andrej Pašalek, magister inženir lesarstva, za delo Optimizacija sestave hibridnih lepljenih lameliranih nosilcev, mentor profesor dr. Milan Šernek, somentor izredni profesor dr. Aleš Straže. Na predlog oddelka za zootehniko prejme fakultetno Prešernovo nagrado Žan Pečnik, magister inženir zootehnike, za delo Analiza genetske strukture krškopoljskega prašiča na osnovi rodovnika, mentorica docentka dr. Špela Malovrh. Na predlog oddelka za zootehniko prejme fakultetno Prešernovo nagrado Klavdija Strmšek, magistrica ekonomike naravnih virov, za delo Prenos podnebnih, okoljevarstvenih in naravovarstvenih zavez v slovensko kmetijsko politiko, mentor profesor dr. Emil Erjavec. Na predlog oddelka za živilstvo prejme fakultetno Prešernovo nagrado Nina Šiškovič, magistrica inženirka živilstva, za delo Določanje hlapnih organskih spojin v tartufih, mentor profesor dr. Rajko Vidrih in somentorica profesorica dr. Nives Ogrinc. Na predlog kolegija študija mikrobiologije prejme fakultetno Prešernovo nagrado Urh Simonič, magister mikrobiologije, za delo Odstranjevanje bakterij v modelnih vodovodnih sistemih,
mentor profesor dr. David Stopar in somentor profesor dr. Matevž Dular. Na predlog oddelka za agronomijo prejme fakultetno Prešernovo nagrado Tilen Zamljen, magister inženir hortikulture, za delo vpliv namakanja na pridelek in vsebnost primarnih ter sekundarnih metabolitov pri vrstah čilija Capsicum annuum in Capsicum chinense, mentorica, izredna profesorica dr. Ana Slatnar in somentorica docentka dr. Vesna Zupanc. Na predlog oddelka za krajinsko arhitekturo prejme fakultetno Prešernovo nagrado Katja Mali, magistrica inženirka krajinske arhitekture, za delo prenova Miklošičevega parka v Ljubljani, mentorica profesorica dr. Ana Kučan. Vsi vi si zaslužite posebne čestitke za trdo in uspešno delo. Priznanje gre tudi vašim domačim, vašim partnerjem, partnerkam, prijateljem in vsem drugim, ki so vam bili med študijem v oporo. Za doseženo se tudi v vašem imenu posebej zahvaljujem vašim mentoricam in mentorjem. Z vami so delili svoje znanje in zato jim moramo biti posebej hvaležni. Ob tem gre zahvala tudi drugim visokošolskim učiteljem in asistentom ter pa vodstvu oddelkov in študijev, ki skrbijo za nemoteno delovanje in razvoj. Za konec pa, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, ki ste znali in si upali izstopiti iz povprečja, razvijajte kritično mišljenje, iščite in prenašajte znanje in sledite duhu našega velikega pesnika, dr. Franceta Prešerna, po katerem se imenuje nagrada, ki jo boste prejeli. Spoštovana dekanja, spoštovani prodekani in prodekanja posameznih oddelkov, spoštovani vodje kolegijev študijev, spoštovani pedagoški, strokovni in raziskovalni sodelavci, spoštovani sonagrajenci, spoštovani bližnji, dragi gosti. V veliko čast mi je, da se vam lahko v imenu nagrajencev in nagrajenk Prešernove nagrade Biotehniške fakultete za leto 2020 zahvalim. Prešernova nagrada Biotehniške fakultete ni le velika čast, ki smo jo prejeli za pomembno magistrsko delo, temveč je tudi priznanje za vložen trud, ki smo ga vlagali v študij. Ker na poti nismo bili sami, bi se vam v tem trenutku rad zahvalil. Najprej hvala našim mentoricam in mentorjem, somentoricam in somentorjem. Hvala, ker ste verjeli v naš uspeh. Hvala vam za strokovno pomoč, za razprave, za usmeritve, za izkušnje, za potrpljenje in za zaupanje. Hvala, ker se skozi vas počutimo, da je naše delo pomembno. Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri tehniški izvedbi magistrskih del. Hvala sošolcem in sošolkam za prijetna študijska leta, skozi katera smo skupaj rasli,
spoznavali sebe in svet okoli nas. Hvala vsem vam, ki ste nas navdihovali. Hvala vsem vam, ki nas niste pustili same, ste nam bili v oporo in nas imate prav posebej radi. Posebej bi se rad zahvalil našim družinam. Hvala, ker ste vedno žrtvovali vašo energijo in vaš čas, nas finančno podpirali, ker ste v nas verjeli in pomagali z vsemi vašimi močmi. Hvala predvsem, ker ste to počeli tudi takrat, v težkih časih, ko smo bili na tleh in nismo zmogli več. Profesorica doktorica Ana Kučan je dejala: ustvarjanje ni postopno napredovanje, temveč ponavljanje istega dejanja, ponavljanje dejanja od začetka, znova in znova do nove stvaritve. Ustvarjanje je strast kot življenjski odnos, tisto, kar nas dela žive, tisto, zaradi česar smo vedno znova pripravljeni začeti od začetka. Hvala, da smo tudi mi lahko soustvarjali zgodbe, ki upravičujejo in rešujejo aktualne izzive v biotehniki. Hvala, da smo tako lahko prispevali tudi naš del za zahvalnico znanosti Biotehniške fakultete, zakladico znanja ved v življenju. Hvala za vašo pozornost. Hvala.